No, preden začnem s tem testom, bom prav še enkrat preveril, če v katalogu res piše kupé. In ja, piše. In zakaj se sploh čudim? Zato, ker je to navadna trivratna kombi limuzina z malo nižjo streho, kar pa ni kupejevska oblika. Ampak bom pustil njihovim marketingarjem, da živijo v svojem svetu, sam pa se bom posvetil tele različici i30, ki je že tretja v družini. Ohranja dobre lastnosti petvratne kombi limuzine in karavana, od katerih je prevzel tudi celoten pogonski sklop. Je pa videz tukaj bolj dinamičen zaradi rahlo spremenjene maske in dnevnih luči v LED tehnologiji, potem pa sta tukaj še strešni spoiler in 16-palčna platišča iz lahke litine, katere bo zaradi kromiranih obrob res težko spregledati. Največja sprememba pa so jasno vrata. Občutno daljša so in s tem tudi veliko bolj nerodna, ko kje parkirate na tesnem, in tudi varnostni pas je malo bolj zadaj, čeprav ima tudi tole držalo, ki vsaj malo pomaga. Tudi zvratna preglednost je tukaj občutno slabša, torej nič novega za model z le 3 vrati. Zakaj bi ga potem sploh hotel imeti? Ker pač lepše izgleda zunaj. Notranjost je veliko bolj zadržana in ni bila deležna sprememb, tako da je prostora glede na trivratno zasnovo dovolj, za boljši občutek pa bo poskrbela še steklena panoramska streha s strešnim oknom. Litrski bencinski motor s 88 kW oziroma 120 konji je v bistvu drugi najmočnejši v ponudbi, pa ga pravzaprav sploh ne razganja od moči. Ker je atmosferski dobro zaživi šele pri visokih vrtljajih, zato je lahko hitro precej glasen. Dobra lastnost je, da se rad vrti in da je kar odziven, slaba pa, da ima menjalnik kljub 6 prestavam prekratko izračunano zadnjo, tako da je na avtocesti enostavno preveč hrupa. Pa tudi poraba z 8 litri ni majhna. Najbolj pa tudi tukaj razočara krmilni mehanizem, ki ne ponuja prav nobenega občutka kljub 3 nastavitvam trdote. i30 kvazi kupé, zato voznikom, ki želijo dinamiko, ne bo prinesel prav nič dinamičnega, kar se vožnje tiče. Zato pa je lahko videz tisti, ki za zmerno ceno prepriča marsikoga. Govorim seveda o osnovnem modelu, ki s popustom stane dobrih 13 000 evrov, tale pa je že dobrih 18, tako da dvakrat premislite, če jih je vredno.